Na današnji seji odbora za šolsko kulturo in šport se je pojavilo seveda tudi vprašanje, obravnavali smo predlog vladnega zakona o zaprtju arhivov, če temu tako rečemo. Postavilo se seveda vprašanje, kaj je z arhivi izpred leta 1990, ali je Slovenija, odnosno sedanja obveščevalna služba, neke vrste naslednik ali ne. Seveda lahko trdimo zelo jasno eno stvar. Pred 17.7.1990 služba državne varnosti ni imela nobenega zakona, na podlagi katerega je delovala. To je bila v bistvu ilegalna organizacija. Zato Slovenija kot pravna naslednica mnogih področij te zakonodaje ni mogla povzeti in je ni mogla sprejeti in ne more biti naslednik službe državne varnosti. Vemo pa, da je pred 1990 letom pretežni del službe državne varnosti deloval na področju tako imenovanih notranjih ali domačih sovražnikov. Tam je bilo zaposlenih nekaj nad 700 posameznikov, nekaj nad 700 ljudi. Še dobro se spominjam, sam sem v tistem času namreč deloval v kabinetu takratnega republiškega sekretarja za notranje zadeve, kasneje ministra, gospoda Bavčarja. V tistem času je bil sprejet zakon, ki je ministru omogočil, da je določeno število oseb preprosto upokojil. To se je zgodilo tudi s pretežnim delom oseb nekdanje službe državne varnosti in sicer je bilo odpuščenih, odnosno upokojenih nad 400 posameznikov. Torej je v tej službi ostalo le še okoli nekaj več kot 300 ljudi, ki pa so se pričeli ukvarjati z klasično obveščevalno dejavnostjo, tako, kakršno poznajo vse zahodnoevropske države. Danes se zagovorniki zaprtja arhivov, to so koalicijski poslanci, zlasti sklicujejo na stanje v nekaterih drugih državah in govorijo o tem, kako je v Angliji, kako je v Italiji, kako je v Franciji, kako je v Nemčiji in tako naprej. Jasno povedo, da so tovrstni arhivi zaprti 50 in več let, vendar zavestno, po moji oceni, zamolčijo eno stvar. To pa je, da je velika večina, odnosno da so bivše komunistične države, tudi Nemčija v primeru nekdanje vzhodne Nemčije, te arhive odprla. Odprla jih je že zdavnaj. In res je tudi to, da so posamezne akterje, ki so znotraj obveščevalnih služb se ukvarjali tudi s kaznivimi dejanji, da so te ljudi postavili pred sodišče. Pri nas je situacija obratna. Arhive danes, leta 2011, zapiramo, tako da preprosto spet ne bo možen dostop. Skratka, prikrivanje in prikrivanje. Nenazadnje nam očitajo tudi to, da se ukvarjamo s preteklostjo. Ni res, kdo pa se ukvarja s preteklostjo. Mi nismo predlagatelji tega zakona. Vlada je torej tista, ki se ukvarja s preteklostjo, namesto, da bi se ukvarjala s sedanjostjo, s stečaji, 110 tisoč nezaposlenimi, z bankroti podjetij in tako dalje in tako dalje. To bi bile prave teme za izredne seje. In ne tema, ki smo jo obravnavali danes in jo bomo seveda tudi še očitno nadaljevali.